Nova sezona Lige NLB slovenskega rokometnega državnega prvenstva je že v teku. Tekme lahko tudi v tej sezoni spremljate na Sport klubu. Mi pa smo jasno tudi za voljo vseh dogodkov v tem koledarskem letu enostavno morali obiskati Slovan, ki ga v tej sezoni vodi tudi naš selektor, gospod Uroš Zorman. Uroš, najprej čestitke, mislim, da te še veljajo, tako za dosežke v zimskih mesecih kot potem na olimpijskih igrah. Koliko je še živ spomin? Prvo en lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za čestitke. Spomin, jaz mislim, da ne bo nikoli umrl, na koncu tako lahko rečemo, da bo živel z mano, z nami do konca življenja. Enostavno smo res bili tako blizu. Res, bom rekel, ne tiska prav tako blizu, pa tako daleč, ne. Ampak smo bili res blizu in žal. Na koncu eno tem, rečemo, teh prvih 4, mora biti 4. Nažalost smo bili to mi in žal nam je za to, ampak vsem, jaz pravim, še zmer smo zelo ponosni na vse, kar smo naredili, kako smo navdušili Slovenijo, kako je bila ta smo poenotili spet Slovenijo, ker se pravim, ne vem, če sem kdaj v karieri že to začutil, v bistvu mi je to res bilo fenomenalno in to energijo iz Slovenije, ki smo čutili, mi se sploh ne znamo opisati. Tako da, ena velika stvar, ki pa na koncu žal nismo okronali z tistim odličjem. Ampak to je, s tem bomo mogli živeti in življenje gre dalje na koncu. Rojen zmagovalec ste bili, vse tako se spomnim, iz igralskih časov. Kako zdaj kot trener prenesete takšne stvari? Zvečer še razmišljate, če pride nek večer, ko morda spijete preveč kofeina, pa malo bolj pozno zaspite o teh odločilnih 2 tekmah? Ali je v trenerski vlogi vseeno drugače? V bistvu, tako kot sem že prej omenil, so trenutki, ko pozabim, sploh v tem obdobju smo bili en mesec na olimpijadi, v bistvu smo trenirali, bili na olimpijadi in tako naprej, ni bilo doma 7 tednov in seveda, ko prideš domov, srečaš razne prijatelje, razne ljudi, vsak te vpraša in seveda vsakič podoživljaš te stvari, tako da logično pa je, da tudi doma sam, zdaj se uležem in sigurno grejo te neke scene po glavi, ampak se pravim, težko je, hudo je, žalt je, ampak tako kot pravim, življenje gre dalje, nimamo kaj narediti za nazaj. Jaz kot trener seveda probam neke, bom rekel, analize narediti, lahko rečem, kaj bi lahko bilo boljše, tudi ne za nazaj, seveda ne moremo reči, ampak za naprej, če se še enkrat taka situacija zgodi. Je pa res, da sem že pred samim prvenstvom vsakič probam, če bo prišel v taki situaciji, kaj narediti, kako bomo odreagirali to, ko pride sama tekma, je pa, bomo rekli, čisto nekaj drugega. In tako da bomo rekli, vse to je, če smo iz tega nekaj naučili, dobro za prihodnost. Če se še tu pri reprezentanci dotakneva, izjemno vzdušje, to se nekako zdaj gradi že v teh zadnjih letih. Fantje so zelo povezani. Mislim tako, da od tistega, kar smo mi prevzeli reprezentanco, kjer smo bili res na dnu. Ste zdaj neka družina na nek način? Tako, v bistvu smo rastli iz turnirja v turnir, iz kvalifikacij, iz tedna v teden, oziroma tistih tekem prijateljskih in tako naprej. Tako da smo bili res, če bi rekli, da smo neki temperali formo, smo bili res nek na vrhuncu na olimpijadi, tako kot rečemo, ta neki olimpijski ciklus. Nekako smo bili res neki vrhuncu olimpijada, spravo bili smo 10. na svetovnem, 6. na evropskem in 4. na olimpijadi. Tako da, ekipa je fenomenalna, bomo rekli, družinska, ampak bili smo res kot familija. Je pa res, da smo bili 7 tednov skupaj, je to ogromno časa in logično, da tudi pri nas pride malo do iskre, ampak to smo rešili v parih sekundah, tako da, kar je pa čisto nekaj normalnega in tudi kar je prav, ne more biti zmeri vse lepo, vse idealno in tako da, sploh nimamo kaj o tem debatirati. Šport je tekmovalna stvar, vedno pride tudi do izbruha testosterona. Sigurno. Je Slovenija dokončno zdaj spet potrdila nek povratek, če smo še za to vprašanje pri mednarodni sceni v ta elitni razred? Tako, jaz mislim, da je. Smo zmeraj rekli, da smo mi tukaj nekaj med 10, med 8 in to zdaj potrjujemo vsa ta prvenstva na koncu in z malo sreče, oziroma srečo, kako srečo treba tudi izvati, smo zmeraj v borbi za medaljo in to smo zdaj dokazali. Tako da jaz verjamem, da smo del te elite in da bomo ostali v tem krogu in pred nami, prvo so kvalifikacije za Evropsko prvenstvo in potem pa januarja seveda svetovno prvenstvo v Zagrebu, kjer imamo spet neke svoje plane, svoje načrte.
in kako bi rekel, bomo probali nadgraditi vse to do današnje delo. Z zanimanjem bomo spremljali, z veseljem navijali seveda in vas bodrili. Glavni namen pa je bil tega obiska, ker sva v dvorani, na katero ste zelo navezani, ne? Povratek v Slovan. Kako ste vse to pospremili, vemo, kaj vam pomeni ta klub, ne? Ja, v bistvu, klej sem začel, v bistvu, tako bi rekel temu abecedo rokometa, od nule do članske ekipe. Res, da je bila pač situacija Slovana takrat takšna, kakršna je bila. V takšni poziciji je bil, da smo tudi mi, bom rekel, kar iz mladincev prešaltali v člane. In je bil takrat preskok, ampak ok, to so tudi malo drugi časi. In ja, kaj ne rečem, se je bilo lepo vrniti? Fenomenalno, no, bom rekel, ena zgodba je bila tudi ena fenomenalna v Trebnjem, kjer smo to zaključili, tako da nov list v knjigi. In ja, tako kot gledam na koncu, nič, ki se veliko ni spremenili, infrastruktura govorim, seveda to se je malo obnovilo, tega je 26 let, 25 let je od tega, kar sem nazadnje, bom rekel, bil na Slovanu, seveda pa smo še igrali na Slovanu, ampak več ali manj je vse ostalo isto, razen, bom rekel, da so malo spremenili oziroma da so obnovili, tako da ja, lepo, zelo. Pa, povečane so želje, ne? S čim so vas prepričali, kaj je bil tisti tik, da pa greste v Slovan? Pa dobro, zdaj, ko bi tako rekel, ko gospod župan pokliče, v bistvu nimaš niti časa, niti pravice, ki je veliko razmišljati. Zdaj, kar je pa najbolj važno, je pa projekt. Se pravi, da so mi pustili proste roke, bomo rekli, za slovenske razmere tudi finance so zelo v redu in tukaj smo res lahko sestavili ekipo. In bom rekel, v tistem obdobju, ki je bilo že proti koncu sezone, smo kar mogli dobro zadihati rokave in kar se tiče same ekipe pa sestave, sem zelo zadovoljen, bom rekel, sploh za tisto obdobje, kjer vemo že, da ekipe se sestavlja ponovadi decembra, januarja, februarja in ampak ja, tako da ta 4-leten projekt nek v štartu, kjer, bom rekel, se že danes pogovarjam, seveda, da ne bi bil samo 4-leten, da bi bil malo dolgoročen in vse skupaj, se pravi, od dvigant od podmladka. Vemo, da Slovan je v svojem cajtu imel dober podmladek, logično v zadnjih letih je ratala kakšna luknja, ampak bomo zdaj s tem, jaz mislim, da to nadoknadili. In se pravi, prvo je, kar je mladinski pogon, obnoviti, se pravi, čim več otrok privabiti nazaj in vse, članska ekipa, pa bomo rekli, čim več dobrih rezultatov. Dobrih rezultatov, ampak zagotovo pa projekt prinaša nek rezultatski pritisk, ne? Tudi če pokliče župan, ki vemo, kakšen rokometni navijač je. Pa dobro, jaz bi tako rekel, da iskreno ni nobenega pritiska od zgoraj. Kakšna bi bila pa neka naravna pot, na primer v teh 4 letih, najverjetneje na koncu je želja naslov? Mislim, na koncu. Oziroma že morda pri vas že najverjetneje v tej sezoni, če bi lahko. Dejstvo je, da na koncu je želja Liga prvakov. Ja, zato pa mislim pač, mogoče to se nekomu zdi realno, nerealno, zdaj mi bomo delali na tem, da se ja, in predpogoj tega je pa može biti prvak v svoji državi. Tako da sigurno je primarni cilj usvojiti kakšno lovoriko, biti državni prvak in potem seveda probati priti v Ligo prvakov. Sigurno si Ljubljana to zasluži. Je Ljubljana lačna takšnega rokometa? Sigurno, jaz mislim, da sploh moški rokomet je popularen, sploh zdaj spet po tej olimpijadi, mislim, da je kar euforija ratala, tukaj je tudi Krim v Ljubljani in jaz mislim, da z neko povezanostjo, mislim, da bi jih pripeljali oba, moški in ženski, bomo rekli, kolektiv v Ligo prvakov bi bil kar en velik rezultat, če lahko temu tako rečemo.
Tako da ja, zdaj tisti, ki me pa pozna, pa ve, da jaz hočem zmeraj vse, ne danes, ampak že včeraj, tako da kaj šele jutri. Ampak tako pa ne gre, ne? Sigurno, da ne gre, treba je čas, dejstvo je, da že letos sem falil pol priprav, ekipa ima 11 novih igralcev plus pol štaba je novega in vse to treba biti čas, ampak se pravim, jaz, če sem iskren, z velikimi se pogovarjam, vsak mi to reče, kaj bi rekel, jaz ne iščem teh izgovorov, jaz grem vsako tekmo po tekmo, se pravi teden imam, pripravljamo se, treniramo, kolikor se da, plus imamo, bom rekel, tudi veliko poškodb, veliko nekih stvari, ki nam ne grejo na roko, ampak kolikor sem že do zdaj bil nikoli jamral, ampak imam nove izzive oziroma ne iščem problema, iščem izzive in ta izziv hočem rešiti, pa problem rešiti in tako da zame je samo, bom rekel, delo, biti realen, ne realen, bom rekel, biti z dvema nogama na tleh, ampak ko se ti ponudi priložnost, treba to zagrabiti maksimalno in jaz verjamem, da imamo mi ekipo za najvišja mesta in to bomo dali vse od sebe, da probamo to doseči. Torej bo ambicioznost tisti pridevnik, ki ga bodo morali iskati fantje tudi sami pri sebi. Sigurno. Mislim, da je že na koncu nasplošno, če smo iskreni, že sama Ljubljana je ambiciozna, ne samo govorimo o rokometu, o športu, govorimo o kompletni, se pravi o turistih, o kulturi, vsem. Ljubljana je vsem glavno mesto in že to prinaša en velik izziv. Že to je, jaz mislim, ena ogromna, bom rekel, stvar za klub, da si v Ljubljani, že to je eno veliko glavno mesto. Pa seveda projekt, kakršen je, tako kot sem rekel, že jaz sem tukaj, že jaz sem pač tak in tako kot sem prej rekel, ni od zgori takega pritiska, kakor si ga jaz sam sebi dam. Tako da, ampak realno, ali pa bom rekel iskreno, sem dosti smeren in verjamem v to in verjamem v igralce, tako da jaz ne vidim nobenega problema, tako kot sem rekel. Če greva na letošnjo sezono, reforma lige, Slovan zdaj v tej sezoni še ne bo imel takšne gneče z evropskimi tekmami. Pozdravljate to spremembo, tudi da se je liga skrčila, kako gledate na vse skupaj? Dobro, zdaj iskreno spet, meni paše letos, da je tak sistem, kakršen je, drugače, če smo pošteni, je najbolj pošteno odigraš toliko tekem, ki je, oziroma toliko ekip, redno kolo, ena tekma, dve tekmi, oziroma dvokrožni sistem in tisti, ki je konc bil najboljši, ti si bil najboljši. Ampak dejstvo je, da mi nimamo, ne vem, koliko Bundesliga, 18 dobrih ekip, pri nas je res problem ta, bom rekel, kvaliteta in tudi finančno stanje, ali pa ekonomija v Sloveniji ne dopušča tega, tudi finančno stanje določenih klubov, pa bom rekel, velikih klubov je taka, kakršna je, tako da ja, liga letos, mi še ne igramo Evrope, tako da imamo, kar smo se naprej navezala, se pravi, tudi naš čas je zaveznik. Drugo pa je, da bi mogoče jaz mogoče še malo zmanjšal ligo, še za dve ekipi in mogoče zgostil kvaliteto igralcev še na 10 klubov, kar bi prineslo sigurno mogoče kvalitetnejše tekme in pa še boljšo konkurenco. Tako. Kako gledate na konkurenco v tej sezoni? Trimo se zdi, da je kar ohranil neko jedro, ki ste ga vi tam gradili, še dodal nekaj. Velenčani, aktualni prvaki, Zoran Jovičić je že zares dolgo tam, dobro dela. Celjani neka uganka z vsemi spremembami, ampak na nje se mora vedno resno računati. Tudi ostali klubi pa bodo skušali presenetiti. Kako vi gledate na vse skupaj? Pa dejstvo je, da bi rekel, da glavna konkurenta za naslov oziroma sta sigurno Trebnje in Velenje v tem trenutku. Pač gledamo po papirju, tako je bilo. Trebnje je obdržal kompletno jedro oziroma 90% igralcev, tisti nosilcev govorim, pripeljal 2-3 igralca in bom rekel, oni so, če ne drugega, so že uigrani toliko, da v bistvu igrajo na slepo in imajo ogromno podporo z tribun. Velenje, spet isto, ni veliko zamenil, zamenil je samo šrauf za šrauf in
kako pravimo, kakorkoli jamrajo zmeri, so najbolj nevarni in tudi najbolj konstantni v zadnjih letih. Vemo, da v zadnjih 5-6 letih so zmeraj menjali samo nek šravf za šravf in ni se jim to veliko poznalo. Tako da to predajanje štafetne palice, kdo je favorit, kdo nima trenerji, to so neke psihološke igre pred začetkom sezone? Ne, jaz nisem jaz iz te. Jaz govorim samo, ne predajam jaz nobenemu štafete. Ne z vaše strani, ampak bilo je z druge strani, so se predajali te palice, kdo je favorit, kdo ni. Jaz povem tako, kaj je. Kot da se nekdo otepa. Tako, ne. Jaz pravim iskreno spet to, kar sem povedal, tudi Celje, tako kot sem rekla, mogoče izgublja stik z vrhom in z Evropo, ampak letos je velika neznanka. Sestavili so eno mlado poletno ekipo, hitro, eksplozivno. Strokovnjakom iz okolja, ki zelo dobro dela rokometno. Tako in to je selektor portugalske reprezentance, ki pozna, bomo rekel, ni neznanka. In se pravi, tudi njemu ni Celje neznanka, to hočem povedati, da pozna slovenski rokomet, tudi nekako ta portugalska goji ta rokomet hiter in bomo videli, tukaj tudi Krka, ki je v prvem kolu, smo videli, deklasirala Ribnico, vedno neugodni Ormož, sploh ta gostovanja. Tudi Slovenj Gradec je sestavil izredno ekipo, imajo, bomo rekel, širino, ki je prej niso imeli. Tako da liga bo izredno zanimiva. Je pa res, da ne bomo zdaj mi predajali štafete, ko bomo mi ujeli formo, če bomo mi vsi zdravi, smo sigurno kandidat za naslov prvaka. Zelo pestro je bilo, kot ste že omenili, pri kadrovanju, ki je sicer potekalo nekoliko bolj pozno. Lahko zato pričakujemo, da bo Slovan še bolj aktiven potem, ko se bo zgodila nova prelomnica v novo leto, da se bo dopolnjevalo. Pa dobro, mi imamo, rekel bi iskreno, mi kar sestavljeno ekipo, ne samo za eno leto, ampak za več let. Tako da bomo videli, jaz se pravim, v tem trenutku so zame to najboljši igralci, kar jih imam. Tudi nekdanjega Bundesligaša imate na črti 6 metrov. Tako, imamo vse in Jaka in reprezentante, na primer. Tako da imamo eno, bom rekel, kvaliteto imamo, to je dejstvo, sigurno. Treba je to kvaliteto zdati v eno celoto. Se pravi, imamo probleme malo s poškodbami, da se te poškodovani igralci vrnejo, tudi kaznovani. In pa lahko računamo na marsikaj, ampak ja, prvo treba biti na realnih tleh, se zaprti v tole dvoranco, trenirati in na tekmah biti lačen, pokazati vso znanje, ki ga imamo, vso kvaliteto in jaz verjamem, da se bo stvari obrnile to, kar si želimo. Tudi vi pa sami sebe tu vidite na dolgi rok, kot ste omenili s tistimi 4 leti, če bodo seveda rezultati, vemo, kako je v trenerskem poslu. Dejstvo je, da v bistvu smo na 4 leta dogovorjeni, vemo pa, kako je v trenerskem poslu. Na koncu en kufer je zmer spakiran, čeprav dobro, klega naraben, ker sem že tako v Sloveniji doma. So pa najverjetneje doma veseli, da je prišla ta ponudba Slovana. Vemo, da so se prilagajali tekom igralske kariere. Pa sigurno, dobro, to je v bistvu iskreno, ne vem, če bi šel v tujino, iskreno povem. Najverjetneje je kdo potrkal v zadnjem obdobju, sploh po teh rezultatih. Pa je potrkal, ampak se pravim, nikoli se nisem odločil, ker tudi v Trebnjem je bilo zelo lepo. V bistvu, kar pa najbolj vse te tehnici prevagali, je pa dom. Bil smo 15 let v tujini, familija se je prilagajala, zdaj ima čas, da se jaz s njim in okej, zdaj je prišla še ta ponudba, malo dolgoročna iz Ljubljane in ja, sigurno, čeprav jih spet malo, ta oddaljenost od Novega mesta, ta Ljubljana in tako naprej, ampak sigurno boljše kot pa kakšna tujina, to je dejstvo. Kaj pa reprezentanca jih moti, da je oče toliko odsoten? Ja bom tako rekel, vse te stvari, kako bi rekel, ko je uspeh, ko grejo neke uspešne stvari, ko se dogajajo neke lepe stvari, je vse pozabljeno, logično.
sploh po tej olimpijadi, kot sem rekel, 7 tednov nas ni bilo, cel poletje ne šlo v nič, v bistvu so bili sami, ampak na koncu so bili vsi. Pa božično-novoletni prazniki, ne Tako, ne, in vse te stvari se pol, ko je nekaj dobrega, tudi prije oni zmerno vsako prvenstvo prije navijati in tako naprej, se vse poplačano, tako bi rekel, no, in kaj ne rekel, živimo z rokometom, cela familija, čeprav imamo enega fuzbalerja doma. Kako ste sprejeli to? Z veseljem? Ja, nimamo mi nobenih problemov, se pravim, jaz. Tudi vi imate radi nogomet, nekoliko tudi jaz vse športe imam rad, i košarko, i odbojko in tako naprej. Tudi individualiste pogledam in za vsakega sem vesel, tako da nisem jaz ozko gledan daleč od tega in sem vesel za vse športnike, ki dosegajo dobre rezultate in ko pravijo, ne, če je po čem Slovenija prepoznavna, dobra ali pa če kaj štima v Sloveniji, je to šport. No, morda lahko tu prav zaključiva, ne, da naj se tudi v Ljubljani, da ne bo ozko glednosti, ampak da bo čim bolj polna ta dvorana in tudi dvorana pri ostalih športih in stadionih. Ne, to bi bilo najbolje. Najbolje in najlepše, sigurno. Tako da ja, upam, da se Ljubljana zbudi. Ja. Uroš, najlepša hvala in vso srečo v sezoni. Hvala lepa. Go.